Analogna televizija je televizijska tehnologija, ki uporablja analogne signale za posredovanje avdio in video podatkov. Pri analognem televizijskem signalu so svetlost, barve in zvok posledica hitrih sprememb amplitude, frekvence ali faze signala. Prvi televizijski sistemi niso bili povsem elektronski, temveč mehanski. Zgrajeni so bili iz vrtečih se plošč z luknjicami, s katerimi so dobili sliko predmeta na zaslonu. Tak sistem je bil počasen, slike so bile meglene in pogosto so utripale. Vrteče plošče so kmalu opustili, namesto njih so raje uporabili katodno cev. Tak elektromehanski sistem je bil hitrejši, hkrati pa je omogočal veliko boljšo kvaliteto slike. Elektromehansko televizijo so najprej uvedli v ZDA leta 1928, kmalu zatem pa tudi v Evropi. Sliko na televiziji prikazuje katodna cev. Katodni žarki so tok elektronov visoke hitrosti, ki jih oddaja segreta katoda v vakuumski cevi. V katodni cevi so elektroni natančno usmerjeni v žarek, anoda je prekrita z luminescenčnim materialom. Ko elektroni ta material zadanejo, se odda svetloba. Slika se izrisuje z vzorcem, imenovanim raster, ustvari pa se z moduliranjem žarka elektronov. Žarek potuje od leve proti desni strani ekrana ter od zgoraj navzdol, kot to prikazuje animacija. Ker curek elektronov zadane le majhen del zaslona na sredini, ga je potrebno usmeriti po celotni površini zaslona. Zato se uporabljata dva seta elektromagnetov, ki sta nameščena na vratu katodne cevi. Eden odklanja curek elektronov v vodoravni, drugi pa v navpični smeri. Tako lahko curek elektronov doseže celotno površino zaslona. Večje kot je napetost, večje število elektronov potuje proti zaslonu. Več kot je elektronov, temnejša je slika oziroma pika na zaslonu, ustvarjena iz elektronov. S tem dosežemo različne črno-bele kontraste na ekranu, kar je že zadosten pogoj za zapis ene slike v črno-beli tehniki. Da pa bi dosegli iluzijo premikanja slike, se morajo posamezne sličice dovolj hitro spreminjati. Hitra menjava slik na zaslonu je v začetku pogosto povzročala utripanje. Da bi to odpravili, so katodno cev ovili s fosforjem, ki omogoča počasnejšo zatemnitev slike. Maksimalna hitrost sličic je odvisna od pasovne širine prenosnega sistema ter števila horizontalnih linij za skeniranje. Kadar prenašamo cele sličice, je hitrost sličic ponavadi med 25 in 30 slik na sekundo, v procesu prepletanja pa se ta vrednost podvoji. Televizijski program je sestavljen iz dveh različnih signalov, slike in zvoka. Informacija o sliki se prenaša preko amplitudne modulacije na določeni frekvenci, zvok pa preko frekvenčne modulacije na frekvenci z zamikom, ponavadi 4,5 do 6 MHz zamika od signala slike.
Analogni videosignal je bil v času črno-bele televizije sestavljen iz dveh komponent: svetilnosti oziroma luminance ter sinhronizacijskih signalov. Luminanca določa svetlost posamezne točke na zaslonu. Svetlost spreminjamo z napetostjo. Z večjo napetostjo potuje več elektronov. Več elektronov, kot potuje proti zaslonu, temnejša slika se ustvari. Sinhronizacijski signali so dodani videosignalu na koncu vsake vrstice preleta. Horizontalni sinhronizacijski signal je kratek impulz, ki označuje konec vsake vrstice. Žarek se zaradi sinhronizacijskega signala ponovno vrne na začetek vrstice. Pri standardu PAL žarek preleti 625 vrstic v 1 sekundi. Barvna televizija poleg luminančne komponente in sinhronizacijskih signalov vsebuje še krominančno komponento, ki je sestavljena iz 3 različnih kanalov: rdečega, zelenega in modrega. Vsi trije žarki z elektroni hkrati potujejo proti zaslonu. Za razliko od črno-belega ekrana, ki je prekrit le z eno plastjo fosforja, vsebuje barvna televizija rdečo, zeleno in modro plast. Ko želimo na primer ustvariti rdečo piko na zaslonu, usmerimo rdeč žarek na rdeč fosfor. 1. decembra leta 2010 so v Sloveniji ugasnili analogne TV oddajnike. Televizijski signal danes oddajajo preko digitalnih oddajnikov. Razlogov za preklop na digitalno je kar veliko, na primer boljša izraba radiofrekvenčnega spektra, možnost kakovostnejše slike in zvoka ter možnost dodatnih storitev.